Pozdravljeni naš gost, tokrat Drago Ivanuša, skladatelj gledališke in filmske glasbe, pa pianist in harmonikar, ki je za svoj opus med leti 2019 in 2022 minuli mesec prejel nagrado Prešernovega sklada. Drago, najprej iskrene čestitke za to nagrado, za to pravzaprav življenjsko delo. Hvala lepa za čestitke in hvala za vabilo za ta pogovor. Muziciranje je tvoje poslanstvo, za ta podcast sem te lovila skoraj da 3 tedne, ker si polno zaposlen, nazadnje z pripravo glasbe, ustvarjanjem za Prešernovo gledališče v Kranju, kjer ste imeli pravkar premiero. Ja, to je bila premiera predstave z naslovom Deževni dan v Gurliču. Tekst za predstavo je napisal Milan Ramšak Markovič in je tretja premiera v seriji. V bistvu ponavadi se pri našem delu oziroma v gledališču te premiere zvrstijo ene za drugo in potem je nekaj časa brezdelje oziroma mir oziroma priprava na kaj novega. Tako da je bilo to zadnje obdobje precej naporno in to je razlog za to, da sva se lovila. Sprašujem med drugim, vem, da je gotovo sezona tudi taka v ustvarjalnih poklicih, kakršen je tvoj, so te ciklusi, ko praviš, je veliko ustvarjanja, pa je potem malo miru, da človek zbere energijo, ampak ravno pravzaprav preden si prejel nagrado Prešernovega sklada, si zaključil z zdravljenjem in sicer s celično terapijo CAR-T, ki je bila, kot sem brala, kot si ti dejal, pravzaprav tvoja zadnja možnost pri vnovični ponovitvi diseminiranega plazmocitoma. Ja, pri meni je šlo v bistvu za 7. ponovitev. Torej zdravila in terapije dostopne v Sloveniji so bile izčrpane. Z mojim zdravnikom, profesor Zverom, sva v bistvu ugotovila, da kaj pametnega zame ni več preostalo, razen CAR-T, ki v Sloveniji zaenkrat, če ne deluje, je pa zelo blizu temu, da bo. Ampak žal jaz nisem imel več časa čakati in sem se prijavil za zdravljenje v Nemčiji in to opravil tam. To je bilo, vse skupaj se je začelo novembra 2022, je tako prav, Drago? Ja, novembra sem šel na odvzem limfocitnih celic, ki jih potem preprogramirajo in januarja sem se vrnil in šel čez cel ta proces, to se pravi kemoterapija in vrnitev celic in potem vse, kar gre zraven. Preden greva bolj natančno v ta proces, v ta postopek, kar najne poslušalce prav gotovo najbolj zanima, nas vse skupaj še bolj najbolj zanima, kako je z bremenom bolezni, je izginil, kaj pravijo zdravniki, je bilo tole zdravljenje uspešno? Ja, zaenkrat, kot kaže, je bilo zdravljenje uspešno. Mislim, trenutno bolezni ni zaznati pri meni, ampak je seveda še nekaj časa, da se to dejansko potrdi. Mogoče še kakšen mesec za počakati, ampak kot vse kaže, je zadeva uspela. Kar je značilno za ta CAR-T je visok procent uspešnosti in preživetja in tako naprej. Tako da, mislim, zdaj je že malo več podatkov, ker sama terapija je relativno nova. In kot kaže, so številke zelo dobre. Tudi če gre za delno uspešnost, je to še zmeraj seveda super. Sploh za nekoga, ki mu je zmanjkalo drugih terapij oziroma zdravil. In za tistega, za katerega je to edina možnost, je seveda hvaležen in zadovoljen, če stvar deluje, pa tudi če samo delno.
Jasno. Ja. Drago, smo sredi pravzaprav meseca ali na koncu meseca, mednarodnega meseca ozaveščanja o diseminiranem plazmocitomu, kar je marec. Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je z drugimi organizacijami bolnikov pravkar premierno predstavilo film Moj plazmocitom, pripravljeni na nove korake, o premieri katerega so zdravniki opozarjali in seveda bolniki, da bi bilo potrebno te najsodobnejše oblike zdravljenja, pa ne samo kar te, ampak tudi druge opcije, poriniti oziroma spraviti, vključiti v zgodnejše linije zdravljenja, preden ima človek toliko ponovitev bolezni, da bi s tem pa se doseglo še boljše rezultate. Ja, bolj kot strinjati se ne morem, zato ker vsi, ki imamo to izkušnjo za sabo, sploh dolgotrajnejšega zdravljenja, dobro vemo, kako naporne so pač te razne terapije, zdravila, tudi če so biološka, kako naporne so transplantacije in tako naprej. Absolutno se mi zdi, da v zgodnji fazi, da ta napredna zdravljenja v zgodnji fazi lahko za pacienta pomenijo seveda lažje življenje in neko perspektivo, kjer telo, sistem ni tako uničen ali pa poškodovan od raznih terapij, kar vse zelo vpliva in na potek, in na kakovost življenja in na vse ostalo. Problem teh terapij je pač to, da so zaenkrat precej nedostopne, relativno nedostopne in da so, mislim, nesramno drage. Na to je opozoril profesor Zver tudi na te okrogle misije. Ja. Jaz mislim, da če gledamo skozi neko etično prizmo, bi seveda bilo na mestu, da se to vrstna pomoč, reševanje, to, kar je smisel medicine, da postane to dostopno za čim širši krog bolnikov. Kakšen smisel ima to, če je to tako drago, da si to privoščijo samo ljudje z res drugim, tako kot sem si jaz to lahko privoščil, namreč na ta način, da imamo zaenkrat še tako organizirano zdravstvo oziroma zavarovalnico, da tak strošek pokrije. Če bi bil v Ameriki, mislim, da bi bila zgodba malce drugačna, ali pa kakšni drugi državi, kjer so stvari drugače urejene. Tako da načrt, ki se že izpolnjuje, da v Sloveniji nastane center, kjer se bodo ta napredna zdravljenja izvajala, in tudi ambicija profesor Zvera in tudi drugih, da bi tudi sami izdelovali produkte, je seveda prava v tej smeri, da znižuje stroške tega zdravljenja, kar pomeni, da bodo ti stroški zaradi tega, ker se bo del produkcije tega izvajal tukaj, nižji in posledično bo terapija dostopnejša za širši krog ljudi. Za več bolnikov. Tako. Drago, kako je šla ta pot v nekaj korakih, če nam pojasniš? Se pravi, ti si novembra šel na odvzem limfocitov v Nemčijo. Kako si prišel do tega koraka? So to predlagali na kliničnem oddelku za hematologijo? Kaj si moral storiti sam? Kako si uveljavljal stroške pri zavarovalnici? Kdo je ugotovil, da si pravi primer za to vrsto zdravljenja? Tako z perspektive bolnika v nekaj korakih. Če bi nam pojasnil. Ja, jaz sem v bistvu ves čas, odkar smo, tudi ko smo zbirali sredstva za te naprave, za terapijo CAR-T in tako naprej, močno verjel in upal, da bom sam zdravljen v Ljubljani in da bo to čim prej možno. Ampak žal so vse te optimistične napovedi in tako naprej bile očitno preveč optimistične in da je vmes prišlo nekaj stvari, ki so očitno zavirale v bistvu hitrost izvajanja in uveljavljanja tega programa. Ena od teh je sigurno epidemija, druga je vojna, tretja je kriza s polprevodniki, oprema takih. Jaz sem bil namreč povabljen tja, kjer
to bo, kje so te naprave. V ta laboratorij, ne? V ta laboratorij stvar stoji, ljudje so praktično že šli skozi izobraževanje, nekaj se je malce zatikalo pri birokratskih stvareh in tako naprej, ampak največja ovira je bila dobava določenih stvari. Zadeva je zelo komplicirana, visokotehnološka, zahteva izjemne standarde in tako naprej. Da skrajšam to zgodbo. Hotel sem se zdraviti tukaj, žal bi bilo to zame prepozno. To sva s profesorjem Zverom nekako družno ugotovila in potem sem pristal na nekih klasičnih citostatikih. Ta terapija s citostatiki je pač neka kratkoročna rešitev in jaz sem v nekem trenutku začel razmišljati o tem, da je treba nekaj narediti in sem v bistvu kar na lastno pest s pomočjo informacij, ki sem jih dobil pri Kristini Modic z našega združenja Limfom levkemija, pisal neki zdravnici v London, ki me je potem napotila na kliniko v Würzburgu v Nemčiji. Tam je profesor Hermann Einzele in on mi je v 2 urah odgovoril na mail, da kar se njega tiče, lahko pridem. Ne? Si že moral napisati pravzaprav svoje izvide že v tistem hipu, kaj predložiti, ali samo namero, ali da je to ugotovitev profesor Zvera? Kaj je bilo? Ne, jaz sem mu pisal kot bolnik. Malo sem mu opisal mojo situacijo in potek te moje bolezni v nekaj stavkih in ga načelno vprašal, če oni tam so pripravljeni sprejeti mene na to terapijo in on je odgovoril, da seveda da ja, ampak da bi potreboval seveda natančnejše izvide in tako naprej, mnenje mojega zdravnika in tako naprej. Profesor Zver se je seveda s tem strinjal in mi je tudi seveda zelo pomagal, ne. Pomagal na ta način, da je tudi za zavarovalnico napisal to neko ekspertno mnenje, argumentiral, zakaj je potrebno to zdravljenje v tujini. In tako je to nekako pol zelo hitro steklo. Ne. Ti podatki med klinikama, oni so se povezali med sabo, so stekli, ne. Iz Ljubljane so poslali dokumentacijo, ki smo jo prevedli v nemščino. Moram poudariti, da je eden izmed pogojev za to zdravljenje znanje tujega jezika. Strani bolnika. Strani bolnika, ja. Se sliši malo mogoče čudno, ne, ampak dejansko, ko si tam, ugotoviš, da je to mogoče res. Ne. Stvar je potem hitro stekla in zavarovalnica je to odobrila. In novembra sem šel tja na neke dodatne preiskave, podobne tistim, ki si jih deležen pred transplantacijo, recimo kostnega mozga. To se pravi ultrazvok srca, krvne preiskave, tako naprej, odvzem teh limfocitnih celic zaradi mojih žil, ki so v bistvu precej slabe zaradi tisočev vbodov in jemanja vzorcev krvi in terapij, so mi morali tudi za to ustaviti centralni venski kateter. Ta odvzem je uspel in oni tam imajo prakso, da to pošiljajo k proizvajalcu kar-te direkt v ZDA. Jaz sem se vrnil v Ljubljano in bil naročen v začetku januarja, da se zglasim oziroma vmes so mi sporočili, da je to uspelo, zbiranje, da je bil material v redu, da se produkt proizvaja in tako naprej. Drago, smem samo toliko zmotiti z vidika, z perspektive bolnika. A si moral ti kaj te korake plačati, recimo, ko si bil v bolnišnici na teh pregledih v Nemčiji v prvi rundi? A si moral kaj založiti, pa da bi pol zavarovalnica vrnila? Ali je bilo to nekako, so te takovi finančni šli mimo tebe? Ne, je bilo treba založiti. Ampak moram poudariti, da založiti samo v bistvu potne stroške in bivanje eno noč v hotelu, zato ker sem pač bil naročen ob 9 zjutraj na kliniki in sem pač prišel en dan prej, prespal v hotelu in pač zjutraj spočičal tja. Ne.
Kar se pa tiče zdravstvenih storitev, ni bilo treba nakazovati v Hongkong kakšnih posebnih tisočev in tisočev evrov. Ne. Pač zavarovalnica ti da nek tako imenovan obrazec S2, to je nek dokument, ki dokazuje, da bo zavarovalnica pokrila to plačala naknadno, ko bo pač prišel račun. Ne. In isto je veljalo potem januarja, ko sem pač šel tja. Se pravi, s tem se ti nisi ukvarjal tam na licu mesta? Ne, z zdravstvenimi stroški ne. V redu, potem si odšel domov. Kakšni so bili občutki, kakšno je bilo to pričakovanje? So bila čustva drugačna, kot denimo, ko si se v preteklosti odpravljal na presaditev krvotvornih matičnih celic? Ja, seveda, ne, pričakovanja so bila velika. Ne. Jaz v bistvu sem se zavedal, da če to ne bo uspelo, da nimam prav veliko možnosti. Ne. Mislim, ne vem, kaj bi mi še preostalo. Najbrž bi poskušal kaj drugega ali isto še enkrat, nimam pojma. Ne. Nekako sem bil v nekem pozitivnem pričakovanju in bil sem polno zaposlen z glasbo in nekako se niti nisem preveč obremenjeval. Niti nisem preveč o tem razmišljal. Nekako sem imel nek dober občutek, no, da bom s tem mogoče vsaj začasno ali pa za dlje časa rešil ta svoj problem. Tako da sem se tega veselil in v bistvu se tudi nekako fizično in psihično na to pripravljal. Malo sem bral o tem, pa tudi ne preveč, zato ker se mi zdi, da če preveč greš v detalje, da tudi včasih ni dobro, ne, zato ker vemo, da vsaka stvar ima tudi neke svoje slabe lastnosti in tako naprej. Če se preveč človek s tem ukvarja, se tudi lahko preveč prestraši in tako da se mi zdi, da sem se izobrazil točno to, kot je bilo treba. Je bil pa en velik predpogoj za to, da me oni vzamejo in to je to, da sem bil popolnoma brez okužb. Zdaj pa v zimskih mesecih vemo, kako je to, ne. Tako da sem se blazno pazil, ne. Sploh v gledališču, kjer igralci ponavadi na pol bolani hodijo na vaje, sem strajno nosil masko, razkuževal, umival roke, tako da sem mi je nekako uspel, no, priti neokužen. Ker v nasprotnem primeru te pač ne morejo vzeti. Dobro, in potem je bil januar in si šel? Ja, in potem je bil januar, 2. januarja. Smo se odpravili na pot z ženo in svakom, smo se odpeljali v Würzburg in sta me tam pustila. In tam je tako hecna bolnica, ker smo pri nas navajeni na to, na hematološkem oddelku, sploh zdaj, ki je nov, ne, na neko visoko stopnjo sterilnosti in oranžna cona in tako naprej. Tam sem prišel tja, je pa vse nekako tako kar malo po domače, kar malo prestrašen, da se ne bom tam kaj nalezil, ampak ne vem, nekako se nisem. V glavnem, zelo kmalu sem, mislim, da naslednji dan že dobil kemoterapijo, ki je blažja kemoterapija kot pri presaditvi krvotvornih matičnih celic. Gre za to, da ta kemoterapija ne uniči kostnega mozga, tako kot pri transplantaciji, ampak samo nekako delno deluje tako, da naredi prostor za tiste limfocitne celice, ki jih potem dobiš nazaj kot del terapije, ne. Potem je šlo zraven tisto, kar gre zraven, se pravi slabost, driska in tako naprej. Te stvari, tisti, ki so šli čez to, vejo, kako to gre, ne. Tam 2., 3. dan, potem težave z apetitom in tako naprej, zastajanje vode, ampak nič presunljivega. In 6. dan sem dobil te celice,
preprogramiranje celice sem dobil nazaj v veno, ne? Oziroma v venski kateter in so me opazovali v bistvu, kaj se bo zdaj zgodilo. Zdaj pa možnosti so sledeče, ne? Da pride do tako imenovane citokinske nevihte. To je odziv telesa na prisotnost tega delovanja teh limfocitnih celic, ne, ki prepoznavajo rakaste celice in jih napadajo, ne. En aspekt, drug aspekt je pa nevrološki. Lahko pride do nekih nevroloških sprememb v smislu nevrotoksičnosti, ne? Ja, tako, ne. Tam zraven mene je bil en gospod, ki je sicer ni bil zaradi plazmocitoma, ampak levkemije, ne, ja. On je imel recimo, njega je zelo prizadel, ne, ni mogel govoriti, je bil zmeden, ni mogel recimo, tam testirajo vsak dan tako, da moraš napisati en stavek in opazujejo tvojo pisavo, ne, zato ker pri teh nevrotoksičnostih se pojavi tudi ta ne moreš pisati, ne moreš govoriti, gre za neko dezorientacijo in tako naprej. Pri njemu se je to zelo zaostrilo, ne, in je bil res zelo prizadet, ne. Jaz pa na srečo ne in so mi razložili, da tudi za ta produkt, ki sem ga jaz dobil, Abecma ni v bistvu ni značilna ta nevrotoksičnost. Sem pa dobil to, sem pa bil deležen te citokinske nevihte. To je pa v bistvu predvsem visoka temperatura, tam 39 do 40. In takrat je zelo pomembno, da ne pride do infekcije, da ne pride do pljučnice, da ne tako skrbno pazijo, ne, skrbno opazujejo in pri vsakem najmanjšem indicu, da bi kaj bilo, te pošljajo na slikanje ali pljuč ali česarkoli. To je trajalo 4 dni. Potem pa se je to tudi s pomočjo, tudi oni ti nekaj dajo, ne, se je ta citokinska nevihta umirila. To je bilo relativno naporno, ampak tudi ne zdaj, bi rekel, da pa konec sveta, no, pač. In neprijetno je pa seveda zelo, ne. No, in takoj, ko se je ta citokinska nevihta sanirala, se je moje počutje spremenilo na boljše v bistvu in sem začutil, da bo stvar šla na boljše in da bom se počasi postavil na noge in tako naprej. In začel sem hoditi ven, seveda z masko. Mislim, na hodnik, ne. Čeprav nisem imel velike energije, nekako sem začutil, da moram dati telesu impuls, da se aktivira, da se ne zaležim, da se tam, veste, kako je to ležanje, to ni dobro, ne, preveč, ne. Takoj, ko imaš energijo, moraš vstati in se dati v pogon. Tako da sem pol tam hodil, tudi par kilometrov. Srečo sem imel, da na enem hodniku je bil tudi en star klavir, ki so ga tja pripeljali, tako kot včasih tisti, ki potujejo, vejo, da je na kakšnem letališču kdaj tudi kak klavir, recimo, pa kdaj kdo malo zaigra, ne. No, tam na enem hodniku je bil en klavir in jaz sem, ko sem ga odkril, sem začel hoditi po podnevih in sem tam igral. In so se tam malo zbirali kakšni ljudje, pa smo se malo pogovarjali in tako naprej. Tako da nekako bi rekel, da je neka življenjska volja in neka aktivacija mi je pomagala v bistvu, da sem se kar zelo k sebi spravil, zelo hitro, no. A tudi glasba, če je bilo ravno v tvoji bolnišnici klavir? Saj pravim, ja, saj to, ja. Da mi je neka blaga usoda namenila ta klavir in da sem hodil tja igrati, kar me je blazno pomirjalo in kri se je izboljševala in vsi smo se, mislim, zdravniki smo se seveda tudi šalili na ta račun in tako naprej in nekako moram priznati, no, da sem imel kar srečo, no, tako, da je stvar šla relativno gladko skozi in da so rezultati dobri in
Ampak mislim, polagam vsem na srce, v bistvu, če se bodo znašli v podobni situaciji, da naj bojo pogumni, oziroma da ni nič tako zelo groznega in da je zelo pomembno to, da se čim prej aktivirajo, da se kakorkoli, ali je to branje, ali je to sprehod, ali je to vožnja sobnega kolesa, ali je to sam ne ležati in gledati televizije. Telo potrebuje impuls, da ga rabite, da ga rabimo in da v bistvu ta impuls potem, jaz verjamem, tudi požene določene procese v telesu in tako naprej, v možganih, da hitreje okrevamo. Drago, jaz se upravičujem, imam zelo taka praktično vprašanje. Ja. A zdaj tukaj ni bila potrebna izolacija, tako kot pri presaditvi? Ti si rekel, je bil še nekdo v sobi, pa ste šli na hodnik, pa igrali klavir in tako naprej pred drugimi ljudmi. Ja. A ni treba biti v izolativni sobi? Jaz sem si predstavljal, da je treba biti v taki sobi, ne? In mislim, po mojih izkušnjah iz ljubljanske klinike je to seveda dobro, ne? Zato, ker se na ta način človek izogne raznim okužbam. Tam v Nemčiji recimo so hodili svojci, pa obiski, pa to vse njim tam, ne? Tako da, jaz ne vem, oni imajo neko tako prakso, najbrž te okužbe potem zdravijo, ali kako, nimam pojma. Je pa tudi seveda res, ne, da kot sem začutil in videl, je tam ta kultura, da pazijo drug na drugega, tudi zelo visoka. Ob tem, da je bil pogoj za vstop v bolnišnico, ne v kliniko, v celo bolnico, je bil negativen COVID test, ne. Tako da v bistvu tam nisem mogel... To še januarja letos, ne? To je bilo januarja, ko pri nas tega ni bilo več, ne. Tako da tam so bili zastonj testi, oni delajo 2 hitra testa, vedno 2. Tako da izključijo mogoče možnost napake. Tako da sem se jaz potem počutil relativno varno, čeprav bilo res malo čudno, no. Jaz sem mislil, da je to le neka zelo občutljiva stvar. Ampak je dobra stran tega to, kar sem rekel, no. To, da lahko malo greš ven, se sprehajaš, seveda se moraš pa zaščititi, ne. Z masko in tako naprej, vsaj to, umivati roke in tako naprej. To ne pomeni, da greš ti kar zdaj ven nekam, ne vem, na zabavo, ne. To pomeni, da hodiš, se sprehajaš in tako, ne, kar je malo boljš kot sprehajati se na 10 kvadratih, recimo, ne. Dobro. Drago, kako zdaj te spremljajo in pravzaprav kje, a Nemci ali naši iz Ljubljane strokovnjaki? Velika prednost tega je bila ta, tudi moram tle poudariti, da profesor Zver se je zelo angažiral in da je on v bistvu bil sposoben in je izvedel to komunikacijo z to kliniko v Würzburgu, tako da so zdravniki na tem nivoju v bistvu med sabo komunicirali in se dogovarjali, kaj, kje bo kdo. Sprav, ko sem se jaz vrnil, da mi tukaj pregledujejo kri, kontrolirajo in tako naprej. In si oni potem te informacije izmenjujejo in tako da me v bistvu monitorirajo trenutno v Ljubljani, z enim očesom pa tudi iz Nemčije, bi rekel tako nekako. Omenil si že, da je v določeni meri zdravstvena obravnava v Nemčiji, saj da je stavba nekoliko drugačna kot pri nas. Kaj pa zdravniki pa medicinske sestre? Kakšna je primerjava recimo s slovenskim? Je kaj drugače ali je v resnici pravzaprav isto? Moram priznati, da ko sem odhajal, to je bila moja prva izkušnja nekega zdravljenja, zdaj recimo v tujini, ne, da sem tudi sam malo, kot dostikrat Slovenci, ne, pademo v ta nek stereotipno razmišljanje, da je v Nemčiji, joj, to je pa sigurno neki wow, ne, in da to oni so tako in tako, ne vem kaj, ne. Moram priznati, da je slovensko, zdaj ko primerjam, ne, da je slovensko zdravstvo, da so slovenske usluge zdravstvene in odnos, zdaj govorim lahko res bolj ali manj za hematološko kliniko, v Ljubljani na izjemno visokem nivoju, ne. Če jaz to primerjam
z Nemčijo, ki jo radi idealiziramo, ne, bi rekel, da v velik aspektih je recimo ljubljanska klinika zame na višjem nivoju. Ne. In kar se tiče zaščite, recimo to, kar sem že omenjal, tega nekega zaščite pred okužbami in tako naprej. Izjemno so prijazni Nemci, zdravniki so zelo dostopni, nenehno hodijo okoli, tako da jih srečaš, jih sprašuješ, zelo so naklonjeni, ne. Ampak ne bi pa mogel reči, da je osebi bolj prijazno. Mislim, da so tle pri nas popolnoma na enakem nivoju. Jaz bi rekel, da so pri nas mogoče, da je pri nas, se bo slišalo mogoče absurdno, ampak da je tehnološko mogoče pri nas ta klinika boljše opremljena, ne, kot ta, v katerih sem bil. Zdaj govorim za kliniko v Würzburgu, ne, kaj jaz vem, mogoče je pa kje drugje pa spet drugačne. Tam je malo tako, no, bi rekel po domače, no. Tako nemalokrat se zgodi, da na kakšnem vozičku sred hodnika najdeš kar tam eno kri, ki leži, malo pa ene cevke, pa nič ne pospravijo za sabo. Tako pri nas se mi zdi, da to sploh ni možno, ne. Pri nas je na hematološki kliniki, bi rekel, en tak sistem, en red, kamor prideš kot pacient in se počutiš zaradi tega tudi zelo varno, ne. Zato, ker imaš občutek, da je vse stvar nekega protokola, sistema, da ni nič prepuščeno samovolji posameznika ali pa naključja. Odlično. Se pa jaz spomnim, ne, kaj zdaj eni imajo in drugi ne. Naši imajo sobna kolesa za prostočasno dejavnost in predvsem krepitev psihofizično, tam pa glasbo, je pa klavir. Dobro, ampak dr. Zver je že razumel sporočilo, ne, ki sem mu ga poslal iz Nemčije, fotografijo tega klavirja in je napisal, razumem, kaj hočeš reči, ne. Druga stvar, ki sem hotel še omeniti, je, da so pri nas televizorji v sobah. Tudi tam so televizorji v sobah, ampak moraš plačati za to, da jih gledaš, ne. In sicer mislim, da neki 2-3 evre na dan, ampak vseeno moraš plačati, ne. Druga stvar, za boljši internet moraš tudi doplačati. Recimo v nemških bolnišnicah ne dobiš pižame, moraš imeti svojo pižamo. V nemških bolnišnicah ni brisač, moraš prinesti svoje brisače. In tako, a vidiš, ne? Zanimiv, ne? Zanimiv, ne, kako pri nas vsako jutro dobiš svežo pižamo, sveže brisače. Pa najbolj prekuhano, da je vse sterilno, mislim. Sveže ti preoblečejo posteljo in tako naprej, ne. Tako, ne, hrana je bila obupna. Recimo še to, ne, pri nas imaš dietetičarko, ne, ki pride recimo in ko nimaš apetita zaradi kemoterapije, z njo najdeš mogoče neko hrano, ki bi pa vseeno lahko zaužil in to na dnevni bazi, se pravi, delaš tam pride ne dietetičarka, ampak neka oseba, ne, ki ni specialist in ti da možnost 3 jedi, ena je pač vegetarijanska, 200 pa, mislim, tam ni, bi rekel, te možnosti, da se ti izmišljuješ, kaj bi ti bilo všeč, da bi ti lahko jedel, ne, recimo. Tudi to je razlika, ne. Se pravi, so ene stvari, ki nakazujejo, da je pri nas res višji standard, ne, bolnišnic. To govorim tudi zato, ker je zadnje čase veliko kritik in tako naprej in mislim, nekatere so seveda upravičene, ne, ampak moramo se mi pa vsem zavedati, da to je naše javno zdravstvo je še zmeraj na določenem nivoju in predvsem je pomembno, da ta nivo ohranimo ali ga pa še povišamo, ne. In naredimo dostopnega, da bo javno in vsem dostopno, ne? Ja, nujno, ne. Nujno dostopno. Mislim, mi imamo seveda ta handicap, da smo majhna država, Nemčija je pa ogromna država in v Nemčiji recimo so napredne tehnologije že zaradi tega, ker so tako veliki, avtomatično seveda dostopnejše, ker
ker pač lahko več vlagajo in stvari mogoče hitreje pridejo, ne. Ampak sej tudi pri nas se bo zdaj začelo to izvajati in mislim, da kar se tega tiče, je prihodnost svetla, ne. Za konec sem želela prositi za sporočilo za bolnike z rakom, ki so morda pred tako izkušnjo ali pa izzivi, kot si bil ti recimo sam jeseni, ampak te ne bom prosila za to sporočilo, ker si ga že prenesel, zelo lepega. Naj bo prihodnost svetla, drago v prvi vrsti zate in najlepša hvala za ta pogovor. Najlepša hvala, enako želim vsem pač zdravja in da se pogumno podajo v te nove stvari, ki bodo kmalu na razpolago. Hvala. Hvala. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje.